Dober dan, moje ime je Dušan Rutar, pričenjam s 13. pripovedjo iz serije Nevidnost hendikepa. Tokratna pripoved je o ranjenem telesu, je o bolečini in trpljenju telesa, je o tem, kar je mogoče videti, čeprav je obenem tudi o tem, česar ni mogoče videti. To, česar ni mogoče videti, je nekaj, o čemer je mogoče razmišljati. Ko se pogovarjam z mlado damo, mi ta v nekem trenutku reče, da nima nobene družbe, da nima nikogar, s katerim bi se lahko pogovarjala o svoji drugačnosti, o hendikepu, o hendikepiranem telesu, o bolečini, ranjenosti in trpljenju. Sprašuje se, kaj je z mojo identiteto, kdo sem jaz v resnici in ali je tamle zunaj sploh kdo, ki bi me maral. Sprehodiva se najprej skozi dobro razmišljanje o telesu, o njegovi izjemnosti, o njegovi izvrstnosti in celo nenavadnosti. To je knjiga, ki govori o upodabljanju telesa, bolečine, rane in trpljenja. Zato lahko nadaljujeva in si ogledava nekaj slik, pod katere se je podpisala slavna mehiška slikarka Frida Kahlo. Ko je bila stara 18 let, je doživela prometno nesrečo, ki je pomembno spremenila tok njenega življenja, ki je zaznamovala nov začetek, novo rojstvo, začetek nečesa povsem drugačnega. Frida Kahlo se odloči, da želi razmišljati skozi znanost in umetnost o ranjenem telesu, o bolečini, o trpljenju. Odloči se, da se želi na nov način spraševati o identiteti človeškega bitja, o naravi človeške eksistence, o pomenu in smislu življenja. Začne torej gledati na povsem nov način, ne le nase in na svoje telo, temveč tudi na svet. In najpomembnejše, začne gledati s svojimi očmi, in sicer tako, da ni več obremenjena s spraševanjem, kako gledajo na svet drugi ljudje, zlasti pa je ne zanima, kako gledajo nanjo, na njeno telo in kako razumejo njeno bolečino. Ko upodobi sebe, ko naredi avtoportret bolečega, ranjenega, trpečega telesa, je že jasno, da je njen veliki vzornik, po katerem se zgleduje renesančni slikar Sandro Botticelli, ki upodobi ranjenega Jezusa Kristusa, kot da bi naslikal avtoportret, kot bi se hotel zahvaliti Jezusu Kristusu za vse, kar je storil, za vse, kar je povedal, za njegovo razumevanje bolečine, trpljenja, duha in telesa. Podobno bi lahko rekli za drugega velikega renesančnega umetnika Giovannija Bellinija, ki prav tako razmišlja o ranjenem telesu, o bolečini in trpljenju, ter skuša razumeti, česa se je
iz bolečine in trpljenja mogoče naučiti. Ko kasneje Frida Kahlo naslika še en avtoportret, portret sebe z zlomljeno hrbtenico, razmišlja takole: res je, da je v življenju tudi tako, da si človek lahko poškoduje hrbtenico, da si lahko zlomi to, kar drži telo pokonci, toda prav tako je res, da je duh kljub temu še vedno lahko samozavesten in pokončen. In Frida Kahlo razmišlja še naprej. Včasih spoznava, da v življenju vendarle napoči trenutek, ko tudi upanja ni več. Ko upodobi ta poslednji trenutek brez upanja, je že jasno, da je človekova eksistenca končna in da obstaja upanje kot nov začetek, kot novo rojstvo, kot nekaj, k čemur se lahko vedno znova vračamo. Tudi če nas ni več tukaj na tem svetu, so še vedno ljudje, ki bodo razmišljali podobno in začenjali nov krog, začenjali nov ciklus življenja in novega spraševanja, kako je mogoče začeti vedno znova, kako je mogoče upati, kako je mogoče biti samozavesten kljub bolečini telesa, kljub ranjenosti telesa, kljub trpljenju ali pa čisto na koncu morda ravno zaradi vsega tega. Morda je bolečina telesa, bolečina duha tisti ključni vzvod, ki nam pomaga ne samo razumevati novo in drugačno, temveč tudi ustvarjati novo in drugačno ter odkrivati v tem smisel in pomen lastne eksistence. Nadaljevanje prihodnjič.